Konec koncev, vedno je tukaj zelo enostavna enačba. Tisto, kar ti zaslužiš, minus tisto, kar ti porabiš, tisto lahko vlagaš. Ne? In zdaj, če ti ostane 100 evrov na mesec, ja, pač boš lahko vlagal 100 evrov na mesec. Ne? In če to pač ni veliko denarja, ne, mislim, to realno ni veliko denarja, ne, ti ne bo, bi rekel, omogočilo, da boš ne vem koliko vlagal, ne, potem seveda moraš razmišljati, kako boš zvišal svoje osebne dohodke. Zdaj, rekel si prej, da je ključno to, da začnejo čim prej mladi, ne, z novimi znanji in tudi investiranjem. Da jim povej, kako je ta obrestni račun pomemben pri investiranju in kaj pomeni 5 let, 10 let z vidika donosov potem. Ja, torej, če pogledamo recimo nek tako standardni, povprečni, poudarjam povprečni donos na delniških trgih, je bil v zgodovinsko gledano nekje nad 10% na leto. Okay? In zdaj, v kakšnem času ti podvojiš denar, če imaš 10% rast? 7 let. Okay? Torej, 7 let, ne, da ti podvojiš denar, če imaš 10% rast.